Dober dan iz ljubljanskega studia 136. To so vesti na vesti. Včeraj je po daljši težki bolezni v 63. letu starosti umrl grafični oblikovalec Miljenko Licul. Lanski dobitnik Prešernove nagrade za življenjsko delo je bil znan po tem, da je oblikoval slovenski tolar, slovensko različico evra, slovenski potni list ter novo osebno in zdravstveno izkaznico, torej novi osebno in zdravstveno izkaznico. Dimitrij, leteči veleposlanik Rupel in Borut premijer Pahor sta se sprla. Ojoj! Razšla naj bi se zaradi javnih pisem, ki jo je Rupel poslal na stranko SNS in Zmaga Jelinčiča, da naj umaknejo ovadbo zoper njega ter se mu upravičijo, ter na policijo in pristojne, da naj ustavijo ponovno preiskavo zoper njegovo ženo Marjetico Rupel. Poslal je tudi po pico, pa je ni bilo. Rupelovo domnevno odstavitev so komentirali ministrica Katarina Kresal, minister Gregor Golobič in poslanec SD Dušan Kumer. Sama že od začetka njegovega imenovanja opozarjam, da ni prava oseba za posebnega odposlanca. Zadnje pismo, ki mi ga je pa poslal pred dnevi, je bila pa pika na i, ki je dokazala, da ima Dimitrij Rupel res probleme z razumevanjem osnovnih demokratičnih mehanizmov in menim, da je primerno, da ni več posebni odposlanec premijeja. No, jaz sem pred časom pravzaprav pozdravil njegovo razmišljanje, da zaradi mnogih okoliščin zapusti to mesto posebnega odposlanca, zdaj se torej vrača na ministrstvo za zunanje zadeve, kar mu pravzaprav v skladu z zakonom gre. In sama stvar po sebi ne zasluži posebnega komentarja, kot ga ni pravzaprav tudi že prej. Ja, hvala Bogu, ne? Nikoli ni prepozno. Aleluja, aleluja, Dober, zahvaljujejo se ti, si slišal? Aleluja, aleluja. Seveda pa je gospod leteči veleposlanik že poskrbel za zaplet, saj so iz veleposlanikove pooblaščene odvetniške družbe Grobelnik in partnerji sporočili, da so informacije o odstopu neresnične in netočne. Hej, kaj je zdaj to? Predsednik stranke Zares in minister za visoko šolstvo in tehnologijo Gregor Golobič je še pred kosilom v Vili Podrožnik z evropskim komisarjem Janezom Potočnikom, jedla sta zelje in klobase, zavest komentiral današnji komisarjev obisk pri predsedniku vlade Borutu Pahorju in možnostih, da bi Potočnik kot evropski komisar v Bruslju preživel še en mandat. Tu ni nič novega, ni bilo nobenih novih razgovorov s komisarjem Potočnikom, ki sem ga uradno povabil kot komisarja na obisk v Slovenijo. Se pogovarjamo o resornih vprašanjih. Stališče komisarja Potočnika je jasno. On želi in je pripravljen še en mandat kot komisar pribiti v Evropski komisiji. Gregor Golobič je še povedal, da je naročil nov avto, ki pa ga žal še ni dobil, vendar pa vam tega ne moremo spustiti, ker imamo premalo časa za to, da bi pač vse, kar si ljudje privoščijo govoriti, spustili tukaj v vesti. Prestolnica je od včeraj naprej bogatejša za prvo SOS trgovino, o kateri se je zadnje dni veliko govorilo in pisalo. Od danes pa je tam že možno kupovati, medtem ko so bile včeraj police še na pol prazne. A se mi kvalificiramo za to? Ja, valjda. Si spadamo v ono kategorijo. Kjero? Tisto, se veš, meni je nerodno povedati. Se pravi, rabite potrdilo o prejemanju socialne pomoči za nezaposlene, ali potrdilo o višini pokojnine, ali potrdilo o višini osebnega dohodka. In pol so tukaj še eni podatki o prihodkih, kako to izgleda. A vi veste praktično, kako to izgleda? Ne bi vedela, zato ker sem jaz itak socialni podpiranec, nekaj dobim 221 evrov, to se pravi, da avtomatski padem to skupino, ne. Ste se šli že pozanimati, oziroma vam je jasno, da imate pravico, da lahko v tej trgovini kupujete? Ja, tako. Se pravi, toliko informirana toliko, ne, da jaz mislim, da bom dosegla tole, ne, in mi bo veliko omenili in pomagali. Smeti pa očitno ne pospravljajo samo po vladi, ampak jih bodo 4. aprila tudi na Ljubljanskem barju. Kaj, to je bila poskus fore ali kaj? Ne. Rupel je šel ven. Pa se ni šel ven, se sam povedal, da itak ni šel. Smetke pač. Društvo Barjanski zmaj namreč pripravlja čistilno akcijo, na kateri pričakujejo množično udeležbo posameznikov in predstavnikov nevladnih organizacij. Nevladnih. Vladnih. Nevladnih, no? Neoladnih. Ne, no. Množično udeležbo, še posebej zato, ker običajno skupnemu delu na terenu sledi druženje v lokalnem okolju. To je po našem prepričanju zelo pomembno, saj se skrb za okolje povezuje z državno prireditvijo, v katero imajo ljudje med letom lep spomin, poleg tega pa so zaradi svojega dela bolj pozorni na onesnaževalce. Družba Gen, pomišljaj I,
je predstavila projekt Poceni elektrika, s katerim ta hčerinska družba skupine državnega GEN Energija začenja s prodajo v povprečju 10% cenejše elektrike gospodinjstvom. Zakaj je današnji trenutek primeren za vstop na gospodinjstva? 3 elementi. Prvi element je ta, kar sem prej rekel, da smo pač leto in pol testirali nas samih, kdaj bomo ustavili to narediti. Drugi element, zgodila se je recesija. Recesija je sesula cene električne energije zelo, zelo nizko. Vendar, nažalost, to znižanje cen do zdaj do odjemalcev, vsaj na gospodinjskih, ni prišlo. Ravno obratno. Gospodinjski odjemalci so se dogajale izključno in samo podražitve. In to je tretji element, ki je zame, meni osebno sicer vsaj delno ne najbolj razumljiv, ampak prisoten na trgu. Če hočemo nespametne poteze naše konkurence, ne moremo mi odgovarjati. Tisto, kar lahko mi ponudimo, je, da ugotovimo, ali lahko po konkurenčnih pogojih kupimo električno energijo na svetovnih, v tem primeru evropskem trgu, in jo ponudimo gospodinjstvu. In ali se nam račun izide. Se nam. O tekmovanju iz sintezne biologije, komentar dneva Jerneja Mori. Tekmovanje sintezne biologije, imenovano tudi IGM, poteka od leta 2003 v Bostonu na MIT. Prvo leto je tekmovanje potekalo v obliki enomesečnega tečaja, ki pa je hitro napredoval do tekmovanja mednarodnih razsežnosti. V letu 2008 se ga je udeležilo kar 84 ekip iz vsega sveta, med njimi pa so bile tudi najuglednejše univerze, kot so Harvard, Princeton, Cambridge, ETH in Berkeley. Slovenija se je tega tekmovanja prvič udeležila leta 2006. Pod okriljem mentorjev iz Kemijskega inštituta in Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo so študentje v ZDA predstavili projekt z naslovom Say No to Sepsis, s katerim so pokazali nov pristop za preprečevanje sepse. Projekt je v Ameriki požel velik uspeh in osvojil prvo mesto v skupni razvrstitvi. Študentje so tako domov prvič prinesli glavno nagrado, imenovano Grand Prize. Poleg tega so osvojili drugo mesto za najboljši sistem in meritve ter tretje mesto za najboljšo dokumentacijo. Tudi naslednje leto je bila ekipa študentov s projektom ViroTrap ponovno zelo uspešna, saj so zmagali v kategoriji zdravja in medicina ter osvojili zlato medaljo. Glavna ideja projekta je bila sprememba celic v takšni meri, da bi le-te postale odporne na okužbo z virusom HIV, ki v naravi hitro mutira, kar onemogoča razvoj učinkovitega zdravila in cepiva. V letu 2008 je nova ekipa študentov Univerze v Ljubljani in mentorjev z Kemijskega inštituta in Biotehniške fakultete ponovila uspeh iz leta 2006 in domov ponovno prinesla biokocko, ki predstavlja simbolno nagrado ekipi, ki zmaga v skupni razvrstitvi. Poleg skupne zmage je prejela tudi zlato medaljo in bila najboljša v kategoriji zdravja in medicina. Študentje so v projektu z naslovom Immunobrix pokazali nov pristop k razvoju cepiva proti bakteriji Helicobacter pylori, ki povzroča razjede na želodcu ter rak želodca. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. Na Ljubljanski akademiji za likovno umetnost in oblikovanje te dni poteka delavnica oblikovanja za pravično trgovino, na kateri se študenti učijo rokodelskih spretnosti in obrti uganskih žensk in razvijajo patente za nove izdelke. Delavnico sicer vodita predstavnika Edirise v Ugandi Miha Logar in njegova žena Pamela Kanyunyuzi. Kako če je pa poročena z njim? To je emancipacija. We're currently conducting a workshop, a craft workshop for design students from the University of Ljubljana. We brought for them lots of materials and products so that they can see what the craft women back in Uganda make. Okay. This is how it is. And then when you split it into this, okay. And this is what you weave at the base. So this is it. Yeah, this is it. Še vreme. Rupsi. Rupsi. Ne, pa če je rekel, da ne leti. Rupsi. Leti, leti Rupsi, no. Še odjava. Iz Ljubljanskega studia 136, to so bile Vesti na vesti. Ostanite še naprej zdravi in z nami. Ja, ampak če ne leti. Če je rekel odvetniki. Pa če je rekel njegov odvetnik.